Živijo, sem Tomaž Jensterle, državni prvak v supanju v disciplini šprint. Če že poznate osnove, je čas za napredek in z vami bom delil nekaj trikov, da boste postali pravi supmojster. Ko osvojimo osnove, lahko začnemo razmišljati o ožji in daljši deski, kar pomeni večjo hitrost, pomeni pa tudi manjšo stabilnost, za kar potrebujemo več izkušenj in treninga. V tej fazi se spoznajmo z bolj dinamičnim veslajem, v katerem aktiviramo tudi večje mišične skupine, katere nam potem tudi prinesejo manjšo utrujenost in večjo hitrost tudi na daljše razdalje. Pri dinamičnem zaveslaju rahlo upognemo kolena, iztegnemo spodnjo roko, pokrčimo zgornjo roko, da pridemo čim dlje naprej na zaveslaj in z vso telesno težo poskušamo prenesti na veslo, da ustvarimo zares močen zaveslaj. Veslanje v ravni liniji je cilj oziroma zlato pravilo vsakega veslaškega športa, zato naj bo vsa energija usmerjena naprej, naravnost in ne v stran. Napredni obrat se imenuje pivot obrat, kjer praktično obrnemo na mestu, s tem, da obremenimo zadnji konec deske. Odrivna noga, močnejša noga naj bo zadaj, teža ostane nad telesom, na desko, s tem, da potopimo zadnji konec, močno zaveslamo stran od deske in nas obrne. V veliko pomoč je tudi krmarjenje deske z nagibom, se pravi s prenosom teže iz ene in drugo nogo, pri čemer moramo biti previdni, da deske ne obremenimo preveč in da se ne znajdemo v vodi. Za suvereno supanje je potrebno trenirati tudi vaje ravnotežja, kot so na primer obrat za 360 stopinj, prehajanje po deski od nosa proti repu, obrat na deski s telesom, nagibanje deske in prenašanje teže. Ker vaja dela mojstra, vam svetujem čim več veslanja po razburkani gladini in tudi v vetrovnih razmerah.